sprehode zmot. Ko Bogum napiša, kaži ti nam put. Edino ti, Gospod, edino ti si put, edino ti, Gospod, si znapil soncu vodi vas čobički rod. Edino ti, Gospod, edino ti si put, edino ti, Gospod, si znapil hvalnice ti peli v raju, o Gospod. Edino ti, Gospod, edino ti si put, edino ti, Gospod, si znapil Molimo. Vsemogočni, večni Bog, ti vladaš v nebesih in na zemlji, dobrotno usliši naše prošnje in pomagaj vsem, ki si prizadevajo za pravičen mir v naših časih. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bližamo se Bogu z zaupanjem. Berilo iz pisma Hebrejcem. Bratje, Božja beseda je živa, učinkovita in ostrejša, kakor vsak dvorezen meč, in prodre do ločitve duše in duha, tudi do sklepov in možga, ter razsoja misli in namene srca. In ni je stvari, ki bi bila nevidna pred njo, ampak vse je odkrito in očitno očem Boga, kateremu nam bo treba dajati odgovor. Ker imamo vzvišenega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebo, Jezusa, Božjega Sina, se držimo veroizpovedi. Kajti nimamo tako velikega duhovnika, ki bi ne mogel imeti sočutja z našimi slabostmi, temveč enako skušanega v vsem, razen v grehu. Bližamo se torej za zaupanjem prestolu milosti, da dosežemo usmiljenje in najdemo milost za pomoč v pravem času. To je Božja beseda. Gospod ima besede večnega življenja. Gospod ima besede večnega življenja. Gospodova postava je popolna, poživlja dušo. Gospodova beseda je zanesljiva,
uči nevednega. Gospod ima besede večnega življenja. Gospodove postave so prave, razveseljujejo srce. Gospodov ukaz je čist, razsvetljuje oči. Gospod ima besede večnega življenja. Gospodov strah je iskren, ostane vekomaj. Gospodovi odloki so resnični, obenem pravični. Gospod ima besede večnega življenja. Prijetni naj bodo izreki mojih ust in misli mojega srca pred teboj, o Bog, moja skala in moj rešitelj. Gospod ima besede večnega življenja. Aleluja. Pouči me o poti svojih zapovedi in premišljeval bom tvoja čudovita dela. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Marku. Tisti čas je Jezus spet prišel k jezeru. Vse ljudstvo je prihajalo k njemu in jih je učil. Mimo gredoč je zagledal Levija, Alfejevega sina, ko je sedel pri mitnici in mu rekel: hodi za menoj. In stal je ter šel za njim. Ko je bil pa Jezus v njegovi hiši pri mizi, je z njim in njegovimi učenci obedovalo mnogo cestninarjev in grešnikov, kajti mnogo jih je bilo, ki so hodili za njim. Ko so pismouki izmed farizejev videli, da je z grešniki in cestninarji, je govoril njegovim učencem, kako da je s cestninarji in grešniki. Ko je Jezus to slišal, jim je rekel: zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Jezus je jasen, neposreden v tem, kar ima za svoje poslanstvo. Če zares vzamemo njegove besede, pogledamo človeka pred Bogom, potem lahko gotovo pridemo do sklepa, da smo vsi ljudje grešniki in da zato nikogar ne izključuje iz svojega poslanstva. Nihče se ne more rešiti zaradi svoje pravičnosti. Zato to preprosto pomeni, da je Jezus prišel klicati vse nas. Je zdravnik, je odrešenik vseh in vsakogar. Tisti, ki se pozna, ki se prepozna za grešnika, ga lahko tudi sprejme za svojega odrešenika, za svojega zdravnika. Obed pri cestninarju, ki ga predstavi današnji evangelij, nas lahko spomni tudi na Evharistijo. Jezus nas želi naučiti, da to, kar nam daje v hrano, samega sebe, ni hrana za popolne, kot pravijo mnogi svetniki, ampak je predvsem zdravilo in pomoč za šibke. V hoji za njim Jezus ne pričakuje popolnih, pričakuje pa, da se zavedamo svoje potrebe po odrešenju, da se zavedamo svoje grešnosti in da se zavedamo, da lahko od njega dobimo pomoč, lahko dobimo hrano in takšnim pripravlja hrano, pripravlja okrepčilo, ki nam daje moč in pogum za to, da
lahko zares hodimo za njim. Pri vsaki sveti maši najprej obnovimo naše zavedanje, da smo grešniki. Na začetku svete maše vedno molimo kesanje, prosimo Božjega usmiljenja. Pred prejemom obhajila te Božje hrane pa se znova zavedamo, da je le ta dar, ki nam je dan, da bi nas ozdravil. Nisem vreden, molimo tik pred obhajilom, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Po Božji besedi, po Jezusu smo ozdravljeni. On je tisti zastonski dar Božje ljubezni, katere velikost ni sorazmerna z našimi zaslugami, ampak s potrebo, z našo grešnostjo. Si ti in skrbiš za nas.